Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani sodelavci občinske uprave, mediji in ostali, ki spremljate sejo, dovolite, da pričnem 17. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Za vodenje današnje seje Mestnega sveta me v skladu s prvim odstavkom 28. člena statuta Mestne občine Murska Sobota in 26. členom poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota s sklepom pooblastil župan. Na sejo so vabljeni Borut Anželj, ravnatelj vrtca Murska Sobota k točki 5 in 6, Štefan Klement, računovodja vrtec Murska Sobota k točki 5, Tomislav Zrinski, direktor javnega podjetja Komunala d.o.o. k točki 7. Odsotnost so upravičili Tamara Gradinski in Zoran Hoblaj. Prehajamo k točki 1, ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Murska Sobota šteje mestni svet 26 članov. Mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Člane mestnega sveta prosim, da zaradi ugotovitve prisotnosti na začetku seje svojo prisotnost prijavijo z glasovalno napravo. Ugotavljamo navzočnost. Od 26 članov mestnega sveta 17. redni seji prisostvuje 21 članov. Ugotavljam, da je mestni svet sklepčen. Za 17. redno sejo mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je bil sklicem seje predlagan naslednji dnevni red. Pod točko 1 ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda, pod točko 2 potrditev zapisnika 16. redne seje mestnega sveta, pod točko 3 predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota, druga obravnava, pod točko 4 predlogi sklepov o uvrstitvi delovnih mest direktorja upravnih oseb javnega prava s področja kulture v plačilni razred, pod točko 5 predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu vrtec Murska Sobota, pod točko 6 predlog soglasja k spremembi sistematizacije delovnih mest v vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2024-2025, pod točko 7 predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o., pod točko 8 kadrovske zadeve, pod točko 9 predlogi in pobude članov mestnega sveta in pod točko 10 predlogi in pobude župana. Pod točko kadrovske zadeve bo mestni svet obravnaval predlog sklepa o predhodnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota, predlog mnenja k kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan, predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata člana in imenovanju nadomestnega člana komisije za enakomeren razvoj mestnih naselij ter mestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota ter predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Vkolikor ni razpravljavcev, zapiram razpravo, na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet sprejme dnevni red 17. redne seje mestnega sveta. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno, za je glasovalo 22, proti je glasovalo nič svetnikov. Ugotavljam, da je dnevni red 17. redne seje sprejet. Prehajamo k točki 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje mestnega sveta. Pregled realizacije sklepov bo podala Sergeja Sukič, višja svetovalka za mestni svet in pravne zadeve. Prosim.
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni. 16. redna seja mestnega sveta je potekala 19. decembra 2024. Po ugotovitvi sklepčnosti je mestni svet sprejel dnevni red 16. redne seje. Po točko 2 je mestni svet potrdil mandat članu mestnega sveta Dragu Rajbarju. Po točko 3 je mestni svet potrdil zapisnik 15. redne seje mestnega sveta, 5. dopisne seje in 1. izredne seje mestnega sveta. Po točko 4 dnevnega reda je mestni svet sprejel predlog odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota v drugi obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 110/2024 z dne 23.12.2024. Po točko 5 dnevnega reda je mestni svet sprejel predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota v prvi obravnavi. Danes boste predlog odloka obravnavali v drugi obravnavi po točko 3 dnevnega reda. Po točko 6 dnevnega reda je mestni svet sprejel letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2025. Po točko 7 in 8 dnevnega reda je mestni svet sprejel predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2025. Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 110/2024 z dne 23.12.2024. Ter sklep o podaji predhodnega mnenja k strateškemu načrtu pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za obdobje 2025-2030. Po točko 9 dnevnega reda je mestni svet sprejel predloge sklepov o podelitvi nagrad ob kulturnem prazniku v letu 2025. Po točko 10 dnevnega reda kadrovske zadeve je mestni svet imenoval predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, ugotovil prenehanje funkcije 2 članov občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota in imenoval nadomestnega člana občinske volilne komisije. Ter ugotovil prenehanje mandata člana in imenoval nadomestnega člana odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Po točko 11 dnevnega reda predloge in pobude članov mestnega sveta ste predloge, pobude in vprašanja podali mestni svetniki. Nekaj odgovorov je župan podal že na sami seji, pisne odgovore pa ste prejeli po elektronski pošti. Po točko 12 dnevnega reda so v zapisniku zapisani predlogi in pobude župana. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Vkolikor ni, zapiram razpravo. Na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa. Zapisnik 16. redne seje mestnega sveta z dne 19. decembra 2024 se potrdi v predloženem besedilu. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, glasovanje poteka. Za je glasovalo 22, proti je glasovalo nič svetnikov. Ugotavljam, da je zapisnik 16. redne seje potrjen. Prehajamo k točki 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota, druga obravnava. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje. Obrazložitev bo podala Barbara Potočnik-Gajser, višja svetovalka za prostor in okolje. Prosim. Hvala. Lepo pozdravljeni. V drugi obravnavi imamo predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota. Na seji odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo od dne 16.12.2024 je bilo gradivo sprejeto soglasno brez dodatnih pripomb. Prav tako je predmetno gradivo bilo sprejeto brez dodatnih pripomb v prvi obravnavi na 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota dne 19.12.2024.
Predloženo gradivo je enako, kot je bilo predstavljeno in sprejeto na prvi obravnavi, zato mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota v predloženi obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala. Hvala. Stališče odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo bo podal. Ja, hvala podžupan, lep pozdrav vsem v dvorani. Torej, odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je na svoji 14. seji dne 23.1. leta 2025 obravnaval predmetni odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota in z 5 glasovi za in nobenim proti sprejel sklep, in sicer mestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota v drugi obravnavi. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo za svetniške skupine. Vkolikor ni, zapiram razpravo in odpiram splošno razpravo k točki. Vkolikor ni razpravljavcev, zapiram razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota v drugi obravnavi. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. Poteka glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Za je glasovalo 18, proti je glasovalo 4 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k točki 4. Predlog sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorja upravnih oseb javnega prava s področja kulture v plačni razred. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje. Obrazložitev bo podala Milena Veroš, direktorica mestne uprave. Spoštovani svetniki, svetnice, z uveljavitvijo zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju se je v začetku leta pristopilo k prenovi plačnega sistema, ki zadeva vse javne uslužbence v javnem sektorju. Zakon določa, da plačni razred za določitev osnovne plače javnim uslužbencem plačne skupine B določi predstojnik oziroma organ, pristojen za njegovo imenovanje, ob upoštevanju razponov plačnih razredov, kriterijev in metodologije za uvrstitev delovnih mest, ki jih določi vlada. Z vladno uredbo, torej z uredbo o plačah javnih uslužbencev plačne skupine B, kamor se uvrščajo tudi direktorji javnih zavodov, se določi način, kriteriji ter metodologija za uvrstitev delovnih mest javnih uslužbencev te plačne skupine. Ker glede na ustanovitvene akte javnih zavodov, to je Galerija Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota in Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, torej ki določajo, da direktorje teh javnih zavodov imenuje in razrešuje ustanovitelj, ustanoviteljske pravice pa torej v teh primerih izvaja mestni svet, torej jih ne imenuje svet zavoda, je potrebno torej, da mestni svet tudi odloči o določitvi plačnega razreda za določitev osnovne plače direktorjev po novi oziroma navedeni zakonodaji. Galerija Murska Sobota in Pomurski muzej Murska Sobota imata na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije pridobljeno pooblastilo za upravljanje državne javne službe muzejev, in sicer Galerija za področje sodobne likovne umetnosti, Pomurski muzej pa za varovanje premične kulturne dediščine. Pri določanju kriterijev so bila zato upoštevana pojasnila Ministrstva za kulturo, kar vse je tudi navedeno v gradivu, torej v pisni obrazložitvi.
Kriterije se nanašajo tako na število zaposlenih v javnem zavodu, na področje delovanja, na število občin delovanja in na kriterij posebnega pomena po odločitvi ministra. Mladinski, informativni in kulturni klub Murska Sobota pa ne izvaja nobenih državnih javnih služb, ampak je ustanovljen s strani mestne občine za namen trajnega izvajanja dejavnosti mladih v mestni občini na področju kulture, izobraževanja, informiranja in svetovanja ter razvedrilnih dejavnosti. Skladno z uredbo se torej kot kriteriji pri MIK-u upoštevajo število zaposlenih v javnem zavodu, število dogodkov na letni ravni, ki jih organizira zavod, število dejavnosti na področju kulture, ali zavod izvaja program kulturno-umetnostne vzgoje ter celoletni prihodki. Na podlagi danih kriterijev se mestnemu svetu predlaga sprejem sklepov, s katerimi se direktorje javnih zavodov, torej Galerija Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota in Mladinski, informativni in kulturni klub Murska Sobota uvrsti v ustrezne plačne razrede, kot to določa zakonodaja. Hvala lepa. Hvala. Stališče odbora za družbene dejavnosti bo podala gospa Danijela Merec, predsednica odbora. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni v dvorani. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 14. seji dne 27. januarja obravnaval predlog sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture v plačni razred. Po obravnavi je odbor sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Galerija Murska Sobota v plačni razred. Vse ali? Vse. Potem pod točko 2 smo sprejeli sklep, da odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Pomurskega muzeja Murska Sobota v plačni razred, in pod to točko, torej točko 3, smo, oprostite, nisem vam povedala, kako smo glasovali. Torej za direktorja Galerije Murska Sobota od 7 navzočih članov je 7 glasovalo za in nihče proti. Potem za direktorja Pomurskega muzeja, prav tako od 7 navzočih članov, je vseh 7 glasovalo za in nihče proti. In po točko 3 smo potem obravnavali še naslednji sklep in sprejeli naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Mladinskega, informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota v plačni razred. Prav tako je pri tej točki od 7 navzočih vseh 7 glasovalo za. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo za svetniške skupine. Vkolikor ni razpravljavcev, odpiram splošno razpravo k točki. Vkolikor nihče ne bo razpravljal, zapiram razpravo. Na glasovanje pa dajem naslednje predloge sklepov. Sklep številka 1. Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme predlog sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Galerije Murska Sobota v plačni razred. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnost je priglasilo 22 svetnikov, 23 svetnikov. Glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno. Za je glasovalo 23, proti je glasovalo 0 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Sklep številka 2. Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme predlog sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Pomurskega muzeja Murska Sobota v plačilni razred. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 22, proti je glasovalo 0 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Sklep številka 3.
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Mladinskega, informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota v plačilni razred. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. Glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno. Za je glasovalo 21, proti je glasovalo 0 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k točki 5. Predlog sklepa o določitvi cene programa predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje. Obrazložitev bo podala Lidija Horvat, višja svetovalka za predšolsko vzgojo, šolstvo in mladino in raziskovalne dejavnosti. Prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Vrtec Murska Sobota je Mestni občini Murska Sobota podal predlog nove cene programov v vzgojno-varstvenem zavodu. Glavni razlog za povišanje cen programov je reforma plačnega sistema javnega sektorja, ki je tudi Vrtec Murska Sobota postavila pred dejstvo, da uskladi cene programov. Pri oblikovanju cene programov predšolske vzgoje se namreč upoštevajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Med temi elementi stroški dela dosegajo skoraj 80%. Cena programov se po novih izračunih s 1. januarjem zviša za 65,78 evra oziroma za 10,9% in znaša 667,20 evrov mesečno na otroka. Razlika v ceni pomeni mesečni dvig za starše v razponu od 0 oziroma 5,92 evra do 45,59 evra, kot je razvidno iz tabele v gradivu na strani 7. Mesečni dvig je odvisen od uvrstitve staršev v dohodkovni razred po odločbi Centra za socialno delo. Glede na decembrske podatke vpisanih otrok, starši iz Mestne občine Murska Sobota v povprečju plačajo slabih 41% cene programa, kar pomeni, da se dejansko plačilo staršev v povprečju zviša za 24,16 evrov mesečno. Mestna občina Murska Sobota staršem še naprej zagotavlja dodatne ugodnosti, in sicer 10% subvencijo plačil staršev, pokrivanje plačil staršev v času najavljene odsotnosti otrok v poletnih mesecih in dodatno oprostitev plačila vrtca za daljšo bolezensko odsotnost otrok. Poleg tega Mestna občina Murska Sobota zagotavlja kritje večjega deleža podražitve cene programa in tiste stroške, ki niso zajeti v ceno programa, so pa z njimi posredno ali pa neposredno povezani, na primer sredstva za ure dodatne strokovne pomoči in spremljevalce otrok, kritje razlike za vsako znižano normativno mesto v oddelku, kjer so otroci s posebnimi potrebami vključeni v redni oddelek, kritje razlike med maksimalnim normativnim številom otrok in dejanskim številom otrok ter stroške investicijskega vzdrževanja. Razlog za višjo ceno programa z januarjem letos je izključno plačna reforma. Tovrstni dogovori na državni ravni namreč pomenijo dodaten pritisk na ustanovitelje vrtcev, torej občine po vsej Sloveniji. Posledično preko višjih cen programov pa na uporabnike storitev, torej starše. Odlašanje spremembo cen prinaša izgube vrtcem oziroma pomeni še dodatno bremenitev občinskih proračunov. Novo ceno programov predšolske vzgoje je že sprejelo več občin po Sloveniji. Dvig cene programov po podatkih Združenja mestnih občin Slovenije načrtujejo tudi druge mestne občine, in sicer za primerljiv ali celo višji odstotek od vrtca Murska Sobota. Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z novo ceno programov vrtca Murska Sobota je danes z nami tudi ravnatelj vrtca. Ker pa je povišanje cene potrebno za nemoteno delovanje javnega zavoda Vrtec Murska Sobota, mestnemu svetu predlagamo, da sprejme sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota v predlagani vsebini in obliki. Hvala lepa. Hvala. Prosim še za stališče odbora za družbeno dejavnost.
Na 14. seji je odbor obravnaval tudi predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javno vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota. Po obravnavi je odbor sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota. Od 7 navzočih je 6 članov glasovalo za in 1 proti. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo za svetniške skupine. Svetniška skupina SDS. Lep pozdrav vsem skupaj. Vem, da za povišanje nekako so sedaj krive oziroma so prenešene zadeve na to, da se povišajo plače. Seveda mi v svetniški skupini SDS proti temu nimamo kaj. Imam pa proti temu, da to nenehno višamo in seveda država to prelaga na občine in me zanima, ali v povprečninah, ki so jih bile deležne občine, sedaj te povprečnine pokrivajo to. Seveda zdaj staršem spet dvignemo ceno, to že zdaj delamo nenehno v zadnjem letu, mislim, da že 3. ali 4. Mi se enostavno s tem ne strinjamo. Država, če hoče več otrok, če hoče Slovence, naj se pobriga tudi za vrtce in za neplačilo vrtcev. Če bi bilo normalno, bi sploh vrtcev ne plačevali. Ampak zgleda, da to nikomur ni v interesu, tam na državni ravni, in mislim, da bi to čim prej morali uvesti. Kot vidimo po statičnih podatkih, je Slovencev vse manj, prišlekov pa dlje več. Hvala. Želi še katera svetniška skupina razpravljati? Vkolikor ne, dajem besedo županu. Lep pozdrav vsem skupaj, lahko v lastnem imenu oziroma v imenu župana, pa tudi v imenu svetniške skupine Socialni demokrati. Bi se strinjal z gospodom Mešičem, da dejansko se to prelaga vedno na občine. Dejstvo je, da smo tudi v Združenju mestnih občin večkrat opozarjali na svojih sejah v usklajevanju z povprečninami, da to zvišanje ne bo pokrilo niti razlike, ki je že ustvarjena. Žal seveda ima tudi država nek svoj limit, tudi svoje potrebe in dejansko ob podatku, da je mestna občina bila v začetku mandata podfinancirana nekje 1,5 milijona, je zdaj že ta številka 3 milijone. Seveda moramo slediti dejstvo, da vsak si zasluži pošteno plačilo, tako tudi uslužbenci vrtcev. Je pa dejstvo, da je plača del ekonomske cene. Se pravi, če ne sledimo temu, dejansko vrtec dela z izgubo pokriva občina. Zdaj jaz ne vem, če si lahko to privoščimo, tudi pri vseh naših izzivih žal ne, tudi moramo se obnašati ekonomsko. Razumem seveda starše, razumem pomisleke, nazadnje tudi nekaj 10 let nazaj sem sam bil v isti vlogi, ko sem imel 2 otroka v vrtcu in tudi takrat so se povišanja dogajala. Dejstvo je, da za določitev cene je določena metodologija. Metodologijo moramo upoštevati in tudi sprejeti zakonito ter ekonomsko ceno. Seveda pa vpliva to na starše oziroma tisti, ki imajo v vrtcu otroke. Hvala. Odpiram splošno razpravo k točki. Vkolikor ni... Gospod Slavic, prosim. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi našim občankam in občanom. Torej, dejstvo je, da nas v zadnjih letih prizadevajo vse možne podražitve, tako osebno kot seveda tudi izvajalce družbenih dejavnosti, javne zavode, seveda zdaj v tem primeru tudi vrtce. Pa vendar nas
imamo določene pomisleke pri spremembi cen vrtcev. To je, ozrli smo se malo nazaj na prejšnja povišanja v toku tega mandata, dalje nazaj se nam ni zdelo smiselno in ugotavljamo, da je to zdaj že četrto povišanje v tem mandatu oziroma slabih 2 letih. Prvo je bilo marca nekje predlani, se leta 23, v višini 14,6%, potem je bilo drugo na račun spremembe deleža, ki ga plačuje občina občanom za 5,9%, potem junija lani za 12,1% in zdaj za 10,9%. In če gledamo veljavno ceno pred marcem predlanskega leta, se pravi po teh 4 podražitvah, znaša skupna podražitev za starše 50%. To pa je že številka, ki seveda da misliti. V strukturi cene, ekonomske cene programa vrtca je največji del osebni dohodek. Absolutno se strinjamo in podpiramo, da zaposleni v vrtcu imajo primerne plače za svojo delo. Če pa gledamo seveda dvig tega stroška, je po veljavni ekonomski ceni do marca 2023 pri primerjavi z tem, kar je navedeno zdaj, ta dvig 39% tega stroška. Tu smo malo v dvomih, ali so se te plače resnično v tem času povečale za ta znesek. Ne trdimo, da ni kaj narobe, ampak govorimo o dvomih. Malo izstopa seveda tudi strošek drugih materialnih in nematerialnih stroškov, ki je v tem času porasel za 52%. Še najmanj pa hrana za nekih, mislim, da razumljivih 24% in tudi sorazmerno malo predstavlja v strukturi vseh stroškov. V svet tega mi predlagamo, da se počaka na predložitev poročila o poslovanju vrtca v preteklem letu in da se prouči finančni del tega poročila in vidi, ali vendarle so nekje še kakšne rezerve. Dobro, verjetno občina kaj dosti ne bo mogla narediti, pa vendarle, da naredimo neki napor, da probamo te rasti cen vrtcev malo tudi umiliti. Po vsem seveda navedenem se strani neodvisne stranke Pomurja mi podprli te podražitve danes ne bomo. Hvala lepa. Gospod Petrijan, prosim. Hvala lepa za dano besedo, spoštovani, lepo pozdravljeni v mojem imenu danes, spoštovani vsi ostali prisotni enako. Zdaj, meni je material sicer malo gospod Slovic vzel, tako da bom samo te presečne datume poskušal malo osvežiti. Torej od 1.9.2021 pa vse do 29.3.2023 smo imeli eno ceno, ta je bila 468,24 evrov. Potem smo 29.3.2023 to ceno povišali na 536,63, potem še enkrat v tem mandatu 28.6.2024 601,42 in potem danes 667,20. 30% je dvig te cene od takrat. Zdaj, tisto, kar
kar bi pričakovali mi vsi, verjetno finančne posledice, jih nismo razkrili danes v tem gradivu, koliko v masi je to za ta proračun, torej za rebalans, ko ga bomo obravnavali. Zdaj, nekaj smo se malega pogovarjali, 500 milijona. Zdaj, ena izmed pomembnih vprašanj je tudi, ali zdaj ta cena, ki jo danes sprejemamo, pokrije tisti naslednji korak dviga cen, se pravi dviga mase plač v vrtcih nekje v mesecu oktobru. Sledi še en dvig. In potem spet v letu 26. Ključno ta trenutek je, v tej strukturi cene ne moremo vplivati na višino glede plač, verjetno nekaj malega pa na materialne stroške. Torej, bilo bi potrebno pametno razmišljati v smeri vseh energetskih sanacij, objektov, potem tudi pri živilih verjetno tudi kaj malega bi se dalo. Seveda vemo vsi, da je to predmet javnega naročanja. Torej, ključno vprašanje zdaj, jaz bi rad, da bi danes za govornico vsi slišali sledeče. Koliko je to zdaj dodatnih potrebnih sredstev za ta proračun, ko bomo sprejemali rebalans s tem dvigom cene, in potem ali je z dvigom te cene že vkalkulirano naslednji dvig, ki se bo zgodil s plačami 1.10.2025. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vkolikor ne, zaključujem razpravo, besedo pa dajem županu. Ja, želel bi pojasniti nekaj dejstev, ki so bila tudi navedena. Zdaj moramo se zavedati, da je v tem času bil dvakrat dvig plač. Prvič za 4 razrede, zdaj pa je reforma plačnega sistema v javnem sektorju, kjer ob tem dvigu sledi še 5 dvigov plač, se pravi skupaj 6. In dejstvo je, da vsi v Sloveniji, vse občine, čisto vse, bomo morali to vkalkulirati v ekonomsko ceno. Kar ima občina možnost je pri subvenciji. Se pravi z dvigom subvencije, ampak verjemite, če bomo vsak dvig tudi subvencije dvigovali, potem dejansko ne vem, kje se to konča. Je pa dejstvo, da tudi občinski proračun, saj stariš ne plača cele ekonomske cene. Se pravi, tudi nam se povečuje in to v proračunu za nekaj več kot 500 000, se pravi 500 000. Nimamo vseh možnosti odprti. Gospod Slavica je lepo povedal, da pač občina ima samo še neke možnosti, to so možnosti glede subvencije. Jaz verjamem, da tudi glede materialnih stroškov, da je dejansko to že racionalizirano. Verjetno mogoče bi se še kje kaj dalo, ampak ne verjamem, da je tukaj nekaj rezerve. Se mi dejansko smo tudi, sami veste, pri sprejemu 2-letnega proračuna vsem javnim zavodom tudi nekaj denarja vzeli, smo takrat že zmanjšali dejansko tudi njim ta sredstva za delovanje. Seveda se strinjam, da so potrebne naše šole, vrtci energetske sanacije. Tudi zato bo potrebno zagotoviti sredstva in ob zdajšnjem financiranju, razen dejansko nadaljnega zadolževanja, tudi ne vidim sredstva za ta namen. Prijavili smo tudi sončne elektrarne na vse naše javne zavode, kjer še čakamo odločitev iz tega razpisa. S tem bi mogoče se res nekaj privarčevalo. Ta investicija je tudi predvidena v proračunu. Jaz verjamem, da bomo uspešni na tem razpisu, da potem vsaj s tem lahko že nekaj tudi na tem področju delamo. Sami veste, da je pred leti bilo javno-zasebno partnerstvo, kar se tiče energetske sanacije, ki žal ni uspelo, oziroma tudi v tej smeri bomo nadaljevali pogovore, da najdemo neko rešitev, da se potem te zgradbe tudi sanirajo, ki so dejansko potrebne energetske sanacije. To se vsi zavedamo. Zdaj, dejansko pravim, razen subvencije, občina tukaj nima nekih možnosti in tudi mi k tej ekonomski ceni znatno več prispevamo kot v lanskem letu. So pa bili 3 dvigi, ta je zdaj 3. Hvala. Na glasovanje dajem predlog sklepa,
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je pri glasilu 23 svetnikov, glasovanje poteka. Za je glasovalo 17, proti je glasovalo 6 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k točki 6. Predlog soglasja k spremembi sistematizacije delovnih mest v vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2024-2025. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje. Obrazložitev bo podala Lidija Horvat, višja svetovalka za predšolsko vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti. Prosim. Pozdravljeni ponovno. Ravnatelj vrtca Murska Sobota je zaradi sledenja zakonodajnim spremembam na Mestno občino Murska Sobota podal vlogo za izdajo soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2024-2025. Nov zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju med drugim torej nalaga, da se akti o sistemizaciji uskladijo z akti za uvrščanje po prevedbi delovnih mest in nazivov. Že sprejeta sistemizacija za šolsko leto 2024-2025 se s 1. januarjem spreminja tako, da se spreminjajo poimenovanja in šifre nekaterih delovnih mest. Število zaposlenih pri tem ostaja enako. S predlagano spremembo sistemizacije se sledi zakonodajnim spremembam, ki so povezane z novim sistemom plač v javnem sektorju. Prevedba delovnih mest in nazivov je skladna s ključnimi predpisi, ki so s tem povezani. Sprememba sistemizacije posredno preko prevedbe plačnih razredov delovnih mest in nazivov vpliva na stroške dela v vrtcu Murska Sobota in s tem na ceno programa vrtca, kot je bilo predstavljeno pri predhodni točki. Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota predlagamo, da poda soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2024-2025. Hvala. Hvala. Prosim za stališče odbora za družbene dejavnosti. Na isti seji, 14. seji, je odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2024-2025. Po obravnavi je odbor sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da poda soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2024-2025. Od 7 navzočih članov je 7 glasovalo za in nihče proti. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo za svetniške skupine. Vkolikor ni razpravljavcev, odpiram splošno razpravo. Vkolikor ni razpravljavcev, zapiram razpravo. Na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje soglasje k spremembi sistematizacije delovnih mest v vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2024-2025. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, glasovanje poteka. Za je glasovalo 20, proti je glasovalo nič svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k točki 7. Predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje. Uvodno obrazložitev bo podala Dominika Fras, vodja oddelka za javne finance. Prosim. Hvala za besedo. En lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani, tudi z moje strani. Torej, na podlagi vloge za izdajo soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. v letu 2025 in na podlagi pravil, ki jih določa Zakon o financiranju občin, smo pripravili predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Zakon o financiranju občin določa, da se posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajo poroštva le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov, ta izdana soglasja pa potem se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Istočasno določa, da soglasje k zadolžitvi poda občinski svet in da se skupen obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je torej na 11. redni seji dne 7. marca 2024 sprejel odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2025, v katerem je zapisano, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je naša občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2025 torej zadolžijo do skupne višine 2,5 milijona evrov po vsakokratnem sklepu mestnega sveta. Javno podjetje Komunala d.o.o. je že zadolženo, stanje njihovih zadolžitev je navedeno torej v gradivu, navedeno je sicer na dan 30.9.2024, ko smo imeli zadnje uradne podatke, na dan 31.12.2025, torej čisto ta zadnje stanje vam bo povedal kasneje direktor javnega podjetja. Sicer pa javno podjetje Komunala redno odplačuje svoje dolgove in v skladu s pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin redno četrtletno poroča o odplačilih ter o novem zadolževanju Mestni občini Murska Sobota, ki potem mora o tem stanju poročati naprej na Ministrstvo za finance. Samo utemeljitev porabe sredstev zaprošenih kreditov, torej kratkoročnega in dolgoročnega, pa bo potem v nadaljevanju podal direktor javnega podjetja Komunala. Hvala lepa. Hvala. Prosim direktorja, da poda še dodatna pojasnila. Spoštovani prisotni, lep sončen pozdrav. Torej v gradivu ste imeli stanje na 30.9. Tudi pri naši vlogi nekatere spremembe so v tem času nastale. Torej smo mi ta kredit, en kredit že odplačali tudi, ker je bilo smotrno dolgoročni, tako da trenutno zadolžitev Komunale znaša na dan 31.12. 487 tisoč. Zdaj v seznamu vlaganj, ki jih predvidevamo v letu 2025, bi pa mogoče toliko izpostavil, da sončno elektrarno smo zgradili že v lanskem letu decembra in to predvsem iz vidika, da smo še potem za samo oskrbo imamo letno netiranje. Ostalo so predvsem nekako nadomestitev dotrajanih vozil in strojev ter nekaj vlaganj v naše stavbe. Zdaj, mogoče en podatek, naš vozno-strojni park ima povprečno starost 15 let, tako da tudi iz vidika trajnosti in potem nekako ekologije poskušamo te stara vozila in pa stroje zamenjati. Zdaj, mesečna obveznost je trenutno za te leasinge, za vozila in pa stroje znaša 12.300 evrov. Imamo tudi, pač zaprosili smo tudi za ta revolving v višini 800.000 evrov, to je pač v primeru, črpamo pač trenutno v primeru, ko bi bilo potrebno, zdaj trenutno revolvinga nimamo črpanega. Ampak ker pač moramo imeti soglasje in potem je to malo daljši postopek, v tem sklepu tudi prosimo za to soglasje. Zdaj tudi iz vidika nekako poskušamo, kot sem že povedal, čim več teh vozil in strojev nadomestiti
Izhodišče je pa tudi, da bo pač leto 2024 nekako pozitivno in bomo poskušali še naprej v tej smeri graditi komunalo. Hvala. Hvala. Odpiram, se opravičujem, za stališče odbora za proračun in finance, prosim predsednika Gorazda Kerica. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Odbor je na 13. seji se pravi obravnaval soglasje za zadolževanje in sklenil sledeči sklep. Odbor za proračun in finance predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota, da sprejme predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Sklep je bil sprejet z 7 glasovi za, nobeden proti. Hvala. Hvala. Odpiram stališče svetniških skupin. Če ni, odpiram splošno razpravo. Če ni razpravljavcev, dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme sklep o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. v letu 2025. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, glasovanje poteka. Za je glasovalo 20, proti je glasovalo 0 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k točki 8, kadrovske zadeve. Gradivo je bilo svetnikom posredovano po elektronski pošti v petek dne 24.1.2025. Prva točka, predlog sklepa o prehodnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota. Obrazložitev bo podal Matej Grah, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsedujoči, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota je Mestno občino Murska Sobota zaprosil za mnenje lokalne skupnosti glede imenovanja pomočnika direktorja na Centru za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota. Center za socialno delo Pomurje je dne 19. avgusta 2024 pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavil prosto delovno mesto pomočnika direktorja na Centru za socialno delo Pomurje. Na razpisu se prijavili 4 kandidati, kot najprimernejša kandidatka je bila izbrana magister Daniela Cuk. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 23. januarja 2025 oblikovala predlog sklepa o predhodnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice CSD Pomurje, ki ga predlaga Mestnemu svetu v sprejem. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 17. seji je sklenila predlagati Mestnemu svetu, da sprejme naslednji sklep. O predhodnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice CSD enota Murska Sobota. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje k imenovanju magister Daniele Cuk za pomočnico direktorice CSD enota Murska Sobota. Ta sklep velja z dnem sprejema. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Če ni razpravljavcev, na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje k imenovanju magister Daniele Cuk za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno, za je glasovalo 19, proti je glasovalo 0 svetnikov, ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka 2, predlog mnenja kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan. Ponovno prosim gospoda Mateja Graha za obrazložitev. Hvala ponovno za besedo. V skladu s 53a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Razpis za delovno mesto ravnateljice Biotehniške šole Rakičan je bil po sklepu sveta šole objavljen dne 12. decembra 2024. Na razpis se je prijavila sedanja ravnateljica Simona Potočnik, ki izpolnjuje pogoje. Svet šole je v skladu z zakonodajo na Mestno občino Murska Sobota posredoval vlogo za podajo mnenja v zvezi s pridobljeno kandidatko na delovno mesto ravnateljice. Simona Potočnik z opravljenim strokovnim izpitom ima naziv svetnice in opravljen ravnateljski izpit. Ima več kot 31 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Biotehniško šolo Rakičan vodi zadnjih 10 let, predtem je bila učiteljica strokovnih predmetov in praktičnega pouka. Na podlagi tega je Komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja na 17. seji sklenila predlagati mestnemu svetu, da se sprejme naslednje mnenje. Kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan. Simoni Potočnik, stanujoči v Murski Soboti, se da pozitivno mnenje kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan z obrazložitvijo. Na osnovi dosedanjega dela in predstavitve na seji komisija predlaga mestnemu svetu, da se kandidatki Simoni Potočnik da pozitivno mnenje kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan. Ta sklep velja z dnem sprejema. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Za kolikor ni, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Simoni Potočnik, stanujoči v Murski Soboti, ulica Mikloša Kuzmiča 36, se da pozitivno mnenje kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan z obrazložitvijo. Na osnovi dosedanjega dela in predstavitve na seji komisija predlaga mestnemu svetu, da se kandidatki Simoni Potočnik da pozitivno mnenje kandidaturi za ravnateljico Biotehniške šole Rakičan. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov, glasovanje je potekalo. Glasovanje je zaključeno, za je glasovalo 19, proti je glasovalo nič svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Tretja točka. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata člana in imenovanju nadomestnega člana Komisije za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota. Ponovno prosim gospoda Mateja Graha za obrazložitev. Hvala. Na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota dne 14. septembra 2023 je bil v občasno komisijo za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota imenovan mestni svetnik Anton Škraban. Ugotovi se, da imenovanemu članu komisije preneha mandat zaradi smrti. Komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja je na seji dne 23. januarja 2025 obravnavala predlog za imenovanje nadomestnega člana občasne komisije za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota ter sklenila predlagati mestnemu svetu naslednji sklep. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana imenovanju nadomestnega člana občasne komisije Antonu Škrabanu preneha mandat člana občasne komisije za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota zaradi smrti. V občasno komisijo se za preostanek mandata imenuje za člana Drago Rajbar, Črnelavci, Dolga ulica 46, Murska Sobota. Sklep velja z dnem sprejema. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Vkolikor ni razpravljavcev, dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Antono Škrabano, Krog, Plečnikova ulica 3A, Murska Sobota, preneha mandat člana občasne komisije za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota zaradi smrti. V občasno komisijo za enakomeren razvoj primestnih naselij ter primestnih naselij in mesta v Mestni občini Murska Sobota se za preostanek mandata imenuje člana Drago Rajbar, Črnelavci, Dolga ulica 46, Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost.
Navzočnost je pri glasilu 21 svetnikov. Glasovanje poteka. Glasovanje je zaključeno. Za je glasovalo 20, proti je glasovalo 0 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Pod 4. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Ponovno prosim gospoda Mateja Graha za obrazložitev. Še zadnjič hvala za besedo, predsedujoči. Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota je Mestno občino Murska Sobota obvestil, da konec meseca februarja 2025 poteče 4-letni mandat članom sveta zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Predstavnike ustanoviteljc imenujejo sveti občin ustanoviteljc. Vsaka ustanoviteljica ima v svetu zavoda enega predstavnika. Mandat predsednika in članov sveta zavoda traja 4 leta. Predsednik in člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni za to funkcijo. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na 17. seji dne 23. januarja 2025 sklenila predlagati mestnemu svetu, da sprejme naslednji sklep. V svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se kot predstavnik mestne občine Murska Sobota imenuje Štefan Cigan, krog Trubarjeva ulica 70, Murska Sobota. Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. Ta sklep velja z njim sprejema. Hvala. Hvala. Odpiramo razpravo. Kolikor ni razpravljavcev, zapiram razpravo. Na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa. V svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se kot predstavnik mestne občine Murska Sobota imenuje Štefan Cigan, krog Trubarjeva ulica 70, Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je pri glasilu 16 svetnikov. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 16, proti je glasovalo 0 svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k točki 9. Predlogi in pobude članov mestnega sveta. Prosim. Gorazd Perec, prosim. Hvala lepa za besedo. Na Kroški ulici so krajani oziroma meščani so me pozorili, da zadnje čase zopet tekom dneva šoferji vozijo zelo hitro. To je pač problem sploh tekom dneva, ker zdaj v obe smeri ali proti krogu ali nazaj, tako da bi mogoče tu potem povabili sodelavce z mestnega redarstva. Drugo zadevo pa je Risar Kičan, bi prosil, če župan mogoče kakšno besedo pove. Vemo, da je zadevo še na začetku, da se je postopek komaj še začel, ampak mogoče kakšno informacijo, da bomo vedeli, kako se stvari dogajajo. To je to, hvala lepa. Hvala. Gospa Danijela Merec. Hvala lepa za besedo. Jaz imam pobudo, za katero me je prosil gospod Nikolaj Lanščak, doktor medicine, specialist, in sicer v zvezi s poimenovanjem ulic v Murski Soboti oziroma cest. Nekako je on povedal, pravi, da v Murski Soboti imamo samo ulice, nimamo nobene ceste. Jaz sem šla sicer malo potem pogledati, kaj je pravzaprav razlika med cesto in ulico, in nekako takole pravi, da so ulice v glavnem bolj v samem mestu, med hišami, bloki, kjer se dogajajo tudi različni dogodki. Cesta pa je vpadnica in pa vozišče pač v samo mesto. In zdaj pravi, da je Lendavska ulica bila nekoč že cesta, dobrih kakšnih 60-70 let nazaj. In on predlaga, da bi se naj Lendavska ulica, ki je kot vpadnica tudi, z področja madžarske strani, preimenovala v Lendavsko cesto do krožišča, od krožišča naprej
pa naj bi bila to Porabska cesta. Pravi, zdaj jaz nisem šla tega preverjati, da Porabsko cesto imajo v Ljutomeru in da jo imajo tudi v Gornji Radgoni, ki nimajo toliko stika z Porabci, kot ima to naša občina, zato predlaga, da bi se naj torej od krožišča naprej preimenovala Lendavska ulica v Porabsko cesto. To je zdaj en takšen predlog. Potem pa me je prosil tudi, da naj dam pobudo za to, da bi bilo prav, da se v občini Murska Sobota napravi nek fundus, to se pravi, da se neka zbirka za torej graditelja Murske Sobote, arhitekta Novaka. Nekje nimamo zbranega vsega gradiva o njem, zdaj kdo bi naj bil to dolžan ali mogoče so gradiva in bi bilo treba malo to pobrskati seveda pri posameznikih, da bi se zdaj, ko imamo tudi arhiv v Murski Soboti, torej to gradivo zbralo in bi nek fundus tega gradiva se potem tudi arhiviral v arhivu Murska Sobota. Hvala lepa. Gospa Nada Kuhar. Hvala za besedo. Spoštovani vsi navzoči, prav lepo pozdravljeni. Ko sem šla na sejo, me je ustavil občan in me poprosil, da povprašam glede fazanarije. Pravi, da so telovadni elementi dokaj uničeni, naj se malo to pogleda, pa tudi sama fazanarija ne zgleda preveč lepo. Potem pa sem bila obveščena in sicer 17. januarja sem bila obveščena s strani občanke, da se je pločnik pri Šavel centru, da so se tlakovci pogresnili in da je tam nastala luknja. Jaz sem to poslikala in sem šla včeraj ponovno in vidim, da je ta luknja že kar precej velika in je nevarna, da se ne bi pač kdo zlomil nogo. Tako prosim, če se to pogleda, pa se sanira. Hvala. Matjaž Durič. Ja, hvala za besedo. Torej, jaz bi se navezal malo na kolego Kereca in sicer ne zanima me toliko, kaj se dogaja z Risno, ker to pač so postopki trajajo in ne bodo verjetno tako hitro tudi končani. Me pa bolj zanima oziroma dajem predlog občinski upravi in pa županu, da čim prej ustanovi neko komisijo, ki bo začela razpravljati o tem, kaj bomo mi s tem gradom in parkom počeli v prihodnje. Namreč zadnjih leto pa pol, odkar ta agonija z Risom traja, se kaj dosti z gradom ni dogajalo, glede vzdrževanja, obnove, niti s parkom. In zdaj se šel malo mimo, grad začne propadati na zven, tudi na znoter, v parku začnejo nastajati divja odlagališča, ker pač ni nikoga, ki bi za to skrbel, tako da čim prej se moramo odločiti, kaj bomo s tem počeli. Sicer notri v gradu so še konji, ki tudi nekako samevajo, ne vejo sami sabo, kaj bi počeli, tako da prosim, da čim prej pristopimo k tej problematiki, ker zop časa grad načenja, objekt je star, je kulturni spomenik in najbrad, da bi z vsakim dnevom večja škoda nastala, ker potem bo sanacija vedno dražja. To je to, hvala. Gospod Slovik. To, kar se je zgodilo v študijski knjižnici, ko je občane pri razstavi pričakalo spremno besedilo v madžarskem jeziku, je provokacija brez primere v obstoju mestne občine Murska Sobota. Ne napaka, provokacija. Ne gre tu za neko nespoštovanje do madžarskega jezika, ali kot je to zelo korektno komentiral Feri Lanščak. Spoštuje madžarski jezik, spoštuje madžarsko
kulturo, to s tem nima nobene zveze, ta ocena. Je pa to podcenjevanje občanov mestne Murska Sobota, ki so za svojim denarjem ta kulturni hram zgradili. Kar se tiče pa provokacije, pa zadeva rahlo tudi nevarna. Ker takšne provokacije pri posameznikih hitro lahko zbujajo kakšne sovražne občutke do tistih, ki pač s tem nimajo sicer nobene zveze. Zato je odziv sveta zavoda oziroma njegovega predsednika, bi rekel, neodgovoren, neresen. In mislim, da se sploh ne zaveda, kaj se je zgodilo. V oddaji, če ste jo gledali, sta sodelovala tudi oba župana občin ustanoviteljic in rečeno je bilo, da se zavedata, da se je v zadnjih letih v knjižnici nabralo, citiram, zvrhan koš nepravilnosti. Ko sem pred 4 meseci z tega mesta opozarjal na zadeve v knjižnici, sem dobil odgovor, da je v knjižnici vse v redu. In še zraven vprašanje, odkot mi ta informacija, kar je že rahlo namigovanje, da govorim nekaj izmišljenega. In glede na to, koliko sem se boril za to knjižnico, to sprejemam seveda kot diskreditacijo in žalitev hkrati. Kar je žal pri nekaterih, poudarjam nekaterih članih SD-ja že nekako konstanta. Oba dva župana sta del odgovornosti pripisala tudi politiki. Ne del, v celoti. V celoti. In v Murski Soboti vemo, kdo je na čelu, katera politična opcija že zadnjih 10 let in kdo kadruje. In kdo je bil dolžen seveda vršiti nadzor nad tem, kaj se v knjižnici dogaja. Seveda z besedami ne bomo rešili nič, tudi z nadaljnjim prikrivanjem stanja ne bomo rešili nič. Zato v imenu Neodvisne stranke Pomurja predlagam, da se svet zavoda študijske knjižnice razreši, da se poišče novo ustrezno vodstvo in da se v bodoče zagotovi poostren nadzor nad tem zavodom in nad tudi vsem ostalim javnim zavodom, ker tudi stvari ne štimajo, tako v smislu delovanja njihovega, kot v smislu seveda tudi njihovega finančnega poslovanja. Hvala lepa. Hvala. Vkolikor ni več pobud in vprašanj, prehajamo k točki 10 in prosim župana. Ja, hvala za besedo. Bom podal nekaj odgovorov. Gospod Kerec, Kroška ulica, redarji pač nadzor upravljajo po nekem svojem programu. Bomo tudi na vašo pobudo jih seznanili, pa da pač videli, če da je dejansko večkrat oziroma če je potreba, tako da dejansko vašo pobudo bomo prenesli naprej. Kar se tiče Risa Rakičan, pa bom, če dovolite, združil, dejansko poteka postopek prenosa upravljanja. Skupaj pač z stečajnim upraviteljem smo dorekli nekako to vsebino, čakamo tudi, ko se podpiše ta pogodba, upravljanje pride nazaj na mestno občino. V tem času smo uredili vse tiste nujne stvari, kar se tiče prenosa plačnika elektrike, ogrevanja, varovanja, se pravi vse to zavarovanja, kaj je pač potrebno. Dejstvo je, da si tudi mi ne želimo, da dvorec propada. Je pa to tudi posledica zadnjih pač tega dogajanja v teh letih. Dejstvo je, da prihajajo ponudbe na občino glede konjeniškega centra. Seveda pa ko se odločamo o teh stvarih šele, ko bomo imeli nazaj dvorec v upravljanju, tudi Valdorska šola je izrazila interes, ko ostaja naprej v teh prostorih.
tudi za gostinski del so že neka popraševanja bila, ampak pravim, prvo moramo urediti pogodbo o upravljanju, potem lahko tudi te vsebine uredimo. Vsekakor si bomo prizadevali, da dvorec ne bo sameval oziroma da ne bo zapuščen, da bojo tam neke nove vsebine, neko novo življenje. Kar se tiče parka, ki je bil zelo poškodovan v vetrolomu, je arboristka že pripravila tudi poročilo in načrt sanacije. Seveda pa na nas, da zagotovimo za ta potrebna sredstva, verjetno bo to v nekem fazni dinamiki, ampak tudi na tem področju delamo. Gospa Danijela Mrec, pobudo bomo vsekakor obravnavali, že nekaj pobud je prišlo po poimenovanju določenih ulic, je pa tu seveda nek določen postopek, javna razprava, seveda sprejema to mestni svet. Povzročenih bo tudi potem, če pride do te spremembe, nekaj stroškov, ki bomo mogli te zagotoviti, je pa tako, vedno so tu deljena mnenja. Zdaj, če boste mogoče vprašali tiste prebivalce na dotični ulici, če si želijo spremembe, mogoče ne do ravno navdušeni. Tako da vsekakor javna razprava, da vidimo dejansko, če nekak je tudi interes, pa po ustaljenih določenih postopkih potem tudi, da se ta zadeva spelje. Kar se tiče zbirke gradiva, verjetno muzej ima neko gradivo, verjetno tudi arhiv, tako da bomo poprašali, jaz verjamem, da gradivo obstaja. Mislim, če imamo take dve inštituciji, je težko verjeti, da neko gradivo ne bi obstajalo. Bomo pa preverili, pa vam podamo tudi odgovor. Gospa Nada Kuhar, fazanerija, ja, tudi to dejansko je res, da so tam določeni telovadni elementi v slabšem stanju. Bomo to tudi pregledali. Seveda je fazanerija nekako tudi ob Soboškem parku tista, ki bi jo lahko glede tudi te zelene infrastrukture prijavljali na razpise. Tako da bomo pregledali skupaj s komunalo, potem tudi tiste osnovne stvari sanirali oziroma uredili. Kar se tiče pločnika Šavelj center, smo že o tem obveščeni, morate povedati, da gre za privat zemljišče. Ker je privat zemljišče, mi posegati tam ne moremo. Lastnik je bil upozorjen, dejansko bomo preverili, zakaj še ta zadeva ni sanirana, tudi pač inšpektorica bo potem ukrepala. Je pa občanka že dobila tudi z mestne uprave odgovor. Gospod Slavic, to pa malo bolj obsežna tema, kar nekaj stvari, žal moram tudi pojasniti oziroma me niste dobro razumeli. Madžarski jezik, tudi sam se strinjam, tudi v izjavi sem povedal, da v mestni občini Murska Sobota živijo pripadniki madžarske narodnosti, mestna občina Murska Sobota pa ni dvojezično območje. Tudi v prejšnji službi sem se s to tematiko ukvarjal, ker vodja osebni stan dejansko se je srečeval tudi z vprašanjem, ali lahko prebivalec Murske Sobote dobi madžarski rojstni list oziroma mrliški list, in takrat je jasno bilo povedano tudi z višjih inštitucij, da vkolikor ni dvojezično območje, tega ne more dobiti. In tudi sam delim mnenje, da je tukaj slovenski jezik na prvem mestu, ob spoštovanju vseh ostalih narodnosti. Seveda veste, da knjižnica tudi ima ta pomen, da tudi nekaj sredstev dobiva na ta račun, da ima madžarsko gradivo. Vsekakor se pa strinjam, da je prvo, še enkrat ponavljam, da je tukaj ni dvojezično območje in je na prvem mestu slovenščina. Kar se pa tiče izjave na TV, moja izjava je bila veliko širša, kot je potem bilo objavljeno, in tudi glede politike me niste dobro razumeli. Niti en javni zavod ne sme biti polje političnega obračunavanja ali kakšnih drugih interesov, in to trenutno študijska knjižnica je. Vse od nastavitve sedajšnje direktorice, tam potekajo notranji in zunanji boji, zaradi tudi nekih starih zamer, kot ste sami povedali, tudi proti SD-ju in tako naprej. Te stvari dejansko so za mene za nazaj. Jaz gledam svoj mandat, seveda jih pa se strinjam, da jih je potrebno rešiti oziroma reševati. In dejansko ne pristajam na kavarniške govorice, zato tudi takrat na tisti seji, ko ste vi mene poprašali, sem vas odkrito vprašal, da poveste, kdo vam je to povedal. Dokler uradna informacija ne pride na občino in so to po nekih kuluarih oziroma nekih manjših lastnih interesih, dejansko te zadeve ne bom komentiral, niti je ne želim.
Dejansko pa je tudi tako, da je za to pristojen inšpektorat za kulturo in medije. In tudi vaš predlog, seveda pobuda za razrešitev sveta zavoda se mi zdi veliko preuranjena, dokler jim ta inšpektorat ne poda svojega mnenja oziroma pove, ali je bilo kaj narobe ali ne. Mi na mestni občini takoj, ko smo dobili tudi uradno, da je tam bila seveda ta madžarščina izpostavljena in tudi, da se je želelo pripraviti na dan slovenske kulture razstavo o madžarskem kulturniku, smo povabili vodstvo knjižnice in tudi člane sveta zavoda na mestno občino, tudi z ostalim soustanoviteljem, soustanoviteljico, županom Beltinec, kjer smo se odkrito pogovorili in tudi to stvar razrešili. Jaz verjamem, da v prihodnje do tega več ne bo prihajalo, seveda pa bojo tudi akterji enkrat mogli pač s to zgodbo nehati, ker se vedno znova potencira. Pač to je moje osebno mnenje, jaz sem tudi vaše pač sprejel in vam pa moram pač to tudi nazaj povedati, ker se mi ne zdi korektno, ker so bile izjave vzete iz konteksta. Hvala lepa. Ja, saj sem tudi sam ta prispevek videl, ne, ki je tudi bil spotenciran z ene strani pač. Prosim? Ni problema, jaz kot župan bom vedno dal izjavo, ampak razen pravi, moja izjava je bila veliko širša, je pa bila vzeta iz konteksta. Hvala. Ugotavljam, da je dnevni red vse. Smo pri točki 12. Ja, pobuda župan. Mislim, pri točki 10, ja. Prosim za pobudo. Predsedujoči, izgleda, da se nismo razumeli. Jaz bi se vam zahvalil za današnjo sejo in vas obenem tudi obveščam, da je predvidena naslednja seja za 27. februarja, kjer je tudi predvidena točka dnevnega reda, rebalans proračuna za 2025. Obenem pa bi vas povabil na proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo 7. februarja v gledališču Park ob 19. uri. Hvala lepa. Ugotavljam, da je s tem izčrpan dnevni red 17. redne seje mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, zato ob 16:25 zaključujem sejo.